Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Ingrid vsak teden v 3 oddajah išče namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljete na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite v odkrivanju Slovenije. Lepo pozdravljeni v oddaji Zlati ključi. Z vami sem Ingrid in danes bomo naprej odkrivali oziroma raziskovali občino Dobrna. So prejemniki znaka Green and Safe, kar pomeni, da se zavezujejo k trajnostnemu oziroma zelenemu turizmu in so varna destinacija za vse tiste, ki jo obiščejo. Jaz moram danes najprej poiskati termalno vodo, tako da komaj že čakam, kaj nam ima občina še za ponuditi. Zdravo! Zdravo! Zdravo, jaz sem Ingrid. Zdravo, Leon! Me veseli, iščem termalno vodo. Ravno prav si prišla. Še eno fotko bi naredil, na hiter, veš, imamo to naprej investicijo še. Res, v Termah kakšne pa? Dobrna. Ja, tule predvidevamo 4 taki, bom rekel, orange apartmaji, nadstandard, nad 100 kvadratnih metrov posamezna enota, lepo z steklom obdelano, seveda upoštevamo skozi zraven izhodišča spomeniškega varstva, se pravi, kar našo kulturno dediščino pri vsaki obnovi upoštevamo zraven in sem prepričan, da bo objekt res dober. Upam, da vas bom obiskala takrat. Ja, to bom rekel, glej, moraš kar pohiteti, veš. Smo kar dober zaseden, ljudje imajo nas radi, vidiš, kak je naravi stojimo in je tudi naše morje, ne. In kar da narediti rezervacijo, tudi če še objekt ni fertik. Bi mi morda lahko pokazali, kje pa je izvir? Seveda. A bova se zapeljala z elektroavtočkom? Bom ga Z kar veseljem. poklical, Okej. kar gremo. Okej. Super. Vidim, da res veliko vlagate v razvoj objektov. Katere objekte vse pa imate? Ja, kjer smo se srečala, je še objekt v razvoju. Za nama je takrat bil hotel Vita. To je centralni hotel, kjer predvsem obravnavamo oziroma izvajamo storitev zdraviliškega zdravljenja, se pravi dejavnosti, ki je tipična za termalno-zdraviliški turizem. Naprej imamo pa potem, ko smo se mimo peljala, Vilo Higio, ki smo tudi v lanskem letu celoti obnovili, ter prav tako, ko smo izstopila z avto, so pa ta najnovejše pridobitve. Ena že obratuje, se pravi butični hotel, ki res omogoča en butični turizem in osebni touch oziroma prijem našega zaposlenega oziroma naših vseh zaposlenih do gosta. Zraven simultano pa zdaj predvidevamo v roku 30 dni bomo pa odprli Spa Suites Dobrna, ko že ime pove, da dejansko bo nekaj posebnega. Se pravi, lahko povem, da je osrednja točka in tema same namestitve termalna voda, kar je za nas tudi značilno, za nas pomembno zelo. Se pravi, če začnem, termalna voda je že sam vstop v sobo in vstop v wellness prostor, kjer je termalni dež, se pravi direktno iz vrtine z naše, kam sva namenjena zdaj v tem trenutku, se ti lahko stuširaš dejansko s termalnim dežom, sred kopalnice, stopiš ven na teraso, predstavljaj si tale občutek, stopiš na zadnjo teraso, ven, kjer te čaka lesen čeber, Whirlpool, prav tako polnjen s termalno vodo direktno iz te vrtine, kam sva namenjena. Sigurno za probat. Kdo vse pa prihaja k vam? Ta struktura gostov se je v zadnjem letu oziroma letu pa pol korenito spremenila. Vemo, razmere, covid, tujih gostov ni. Prej smo imeli 70% domačih, 30 tujih. Danes smo na 99% domačih gostov, ampak kar ni nič slabega. Seveda mi smo veseli vsakega gosta, vsakega zadovoljnega gosta še bolj, kot haja domov, k temu tudi stremimo, se trudimo. Kaj bo pa čas prinesel zdaj,
ko počasi prehajamo v zelene faze in od odpiranja, se že pozna povpraševanje in interes strani tujih gostov, predvsem avstrijskih, nemških, pa tudi italijanskih. In upajmo na najboljše. Ne? Do Ferragosta bi mogli fajn odpreti in dovoliti prehode mej brez komplikacij, da bomo končno v Sloveniji spet gostili eno publiko tujih gostov, zadovoljnih, ki imajo radi Slovenijo in slovenske destinacije. Zares lepa vizija. Greva zdaj pogledat še Vrelc. Lahko. Tako, prispela sva k najstarejšemu objektu 1623 v osnovi, ki se nahajajo termalne kopeli, se pravi ta vrelec, ki ga ti iščeš, in vrelec mladosti. Tako da pejma not. Predajam te, Darje, izvoliš. Hvala za vse. Aha, to je torej ta slavni vrelec. Ja, to je naš vrelec mladosti, kot mu tudi pravijo. In naša termalna voda izvira na globini 1200 metrov. Ne morete verjeti, da v bistvu voda prepotuje, ko pade kot dežna kapljica na tla in privre na planu ponovno kot naša voda kar 70 let. Na izviru ima voda nekje 36 stopinj in je zdravilna za marsikatero bolezen. Pri nas zdravimo številna obolenja, med najbolj poznanimi smo seveda za obolenja rodil, sečil, ledvic in tako naprej. Zdravimo pa tudi seveda muskulaturo, potem mišice, sklepe, kajti voda je rahlo radioaktivna. Pa kljub temu so že včasih izkoriščali vodo tudi zato, ker pospešuje celjenje ran in odrgnin in marsikdo ne ve, da naša voda je dobra tudi za pit. Vsebuje namreč veliko magnezija in ker ima veliko magnezija, pomaga pri odvajanju odvečne vode iz telesa. Tako da predlagam, če ste za to, da kar poskusite en kozarček naše vode. Še prej pa me zanima, kdaj pa so zgradili te terme? Kdo jih je zgradil? No, naše terme so v bistvu najstarejše terme, ki neprestano delujejo v Sloveniji. Že vse od davnega leta 1403, ko je bila prva pisna omemba naših term, se beleži tisti uradni datum, čeprav so že stari Rimljani in Kelti poznali tale naš vrelec. Ampak uradno datum torej pred več kot dobrih 600 let. Že od takrat naprej zdravimo, kot rečeno, številna obolenja, obiskujejo nas številni obiskovalci in prva, ki sta začela z turistično dejavnostjo, sta bila v začetku 17. stoletja Matija Gačnik in njegova soproga. Ne boste verjeli, zgradila sta prvi bazen že leta 1624. Si zdaj privoščiva en kozarček vode? Dejva. Kar dejva. Tukaj je torej naš termalni vrelec. Voda, ko jo natakamo, je rahlo kavna, ampak se v roku minutke, dveh skristalizira, tako da na zdravje želim. Hvala. Nima nekega posebnega okusa, ampak predvidevam, da je pa res zdravilna, tako da če ne drugega, pomaga pri otrocih. Super. Vidim pa tukaj že, da imam škatlico, verjetno z mojim naslednjim namikom. Platana pri Švicariji. Greva v park. Izvoli. Kako lep je ta vaš park. Vidim, imate ogromno starih dreves. Ja, v našem parku imamo uradno 200. obletnico, tako da vsa drevesa so stara že preko 200 let. Zato tudi ne preseneča, da naši gostje z veseljem uživajo v parku, da smo uvedli tudi tako imenovano gozdno kopel. Gre za japonsko metodo, po kateri gre za sproščanje v zelenju, v okolju, kjer se moramo popolnoma sprostiti, dati telefone stran. In prav tako se pri nas v parku koristi 5 energetskih točk, seveda označenih po Feng Shuiju, in na vsaki točki imate nekaj dobrega za enega od glavnih 5 organov v telesu in pa nekaj za dušo. Če vam lahko samo povem, namignem, tamle dol je točka, kjer se lahko gostje sproščajo tisti, ki imajo probleme z pljuči, tisti, ki imajo probleme z stresom, in pa to je energetska točka tudi za tiste, ki želijo obvladati čustva potrtosti. Tako, to pa je naša medgeneracijska točka in v tej tukaj se skriva tvoj naslednji namig. Tako da za vsakogar nekaj in tvoj namig boš prav tako našla. Izvoli.
sem jo našla. Super. In? Zdravje najdeš tudi v drugi hiši. To pa je namig. Poglej, kar skozi gozd oziroma skozi naš čudovit park v tole smer, pa mimo tistelega hribčka in v drugo nadstropje. Hvala vam. Hvala, adijo. Adijo. Dober dan. Dober dan. V parku sem našla namig, da naj poiščem zdravje v drugi hiši, pa ko ste ravno zdravnik, bi lahko vas povprašala o tem, kakšna stanja pri vas zdravite. Lepo, hvala lepa. Poglejte, tukaj je rehabilitacijsko-negovalni oddelek, katerega glavna naloga je, da ljudi, ki so obležali po dolgotrajnih boleznih, ponovno spravimo na noge. Zdaj, večina ljudi prihaja pač zaradi težav, ki so posledica nevroloških ali pa travmatoloških obolenj, nekateri tudi onkoloških. Če pogledava nevrološka obolenja, so načeloma posledice v večini pacientov po možganskih kapeh, ko so predvsem enostransko ohromljenje ali pa paraplegija, tetraplegija, ali pa po padcih, recimo travmatološki pacienti, ki si večinoma starejši, z osteoporozo zlomijo stegnenico, pride do zloma umetnega kolka in potem obležijo in jih moramo ponovno usposobiti, da pridejo domov. Pa so še kakšna stanja, ki jih ljudje zdravijo pri vas? Ja, pravzaprav postavljamo nekako Evropski center za zdravljenje Lymeske borelioze, in sicer njenih kroničnih oblik, bolj čudnih, takšnih, ki so neprepoznana v zdravstvu, pa se tem ljudem bolj posvečamo in jih ne samo rehabilitiramo, ampak dejansko tudi diagnosticiramo in zdravimo. Poleg tega pa sledimo, bom rekel, svetovnim smernicam, boleznim sodobnega človeka in ena glavnih nepravilnosti, ki jih počnemo, je to, da preveč bedimo, se pravi motnje spanja. Povprečen človek misli, da je to nepomembno in da lahko dobi noter, pa vendar 7-urni spanec je minimum. Če imamo premalo spanca, nam pride do razvoja kroničnih bolezni, kar mogoče niste vedeli, da je debelost vezana na to, arterijska hipertenzija je vezana, prav tako možganski infarkti in srčni infarkti so posledica nespečnosti, ukoliko človek ne dobi povprečno na teden 7 ur dnevnega spanja. Kako pa poskrbite za tiste ljudi, ki zaradi načina življenja do konca izgorijo? Ja, gledajte, poznamo tudi take, ki si pač ne morejo privoščiti počitka in imamo tako imenovan dnevni hospital, v katerem jim apliciramo dnevno multivitaminske pripravke, prav tako jim devamo aminokisline, magnezijeve solucije in podobne medicinske pripravke, ki te nekako kratkoročno okrepijo, hkrati jih pa ozaveščamo, da je to zgolj kratkotrajna pomoč in da za nekaj boljšega in dolgotrajnega potrebujejo dejansko počitek. Tukaj sem že opazila škatlico, verjetno z mojim naslednjim namigom, da vidim, kaj pravi, mogoče mi boste lahko pomagali ga razvozlati. Nekoč gosposka hiša je danes še bolj prestižna. Mislim, da je tu nekaj, kjer bi se lahko zelo dobro naspala in da gre to za zraven hotel Butik, ki smo ga ravno prenovili iz stare uprave. Je zdaj nastala ena čudovita, razkošna vila za počitek, kjer si, bom rekel, predvsem ljudje, ki znajo ceniti potrebo sproščanja, lahko privoščijo ta počitek, da potem se ukrepijo in med tem jim tudi lahko merimo kvaliteto spanja, brezžično, diagrame, diagnosticiramo, ali veliko sanjajo, ali imajo motnje in jim skušamo pomagati, kako naprej, pijejo to zdravilno vodo, ko ste videli, dobivajo polivitaminske infuzije, tako da vas vabim, da si mogoče pogledate še to. Najlepša hvala in pa srečno. Malenkost. Dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Pozdravljena. V medicinskem centru sem dobila namig, naj poiščem butični hotel. Tako je, dobrodošli v butičnem hotelu oziroma v butik hotelu Dobrna, se pravi v pravem butičnem hotelu naše destinacije, ki se nahaja v zeleni čudoviti naravi, kjer se sprostita tako telo in duh.
Butični je še tudi zato, saj ne razpolaga z 200 sobami. Samo 13 jih bomo našteli, ki so pa prav zares ekskluzivni. Superior, deluxe in premium. A vas morda zanima? Ja, z veseljem bi si tudi kakšno pogledala pol. Z veseljem pa pojdiva. Wow, to je pa res prostorna soba. Evo, saj sem vam povedala, butični hotel za butični oddih. Prav posebna soba, imenuje se Premium, je najvišja kategorija tega hotela, ki prav zagotovo zadosti pričakovanja še tako zahtevnih obiskovalcev. Tukaj v tem našem butičnem hotelu dejansko ponujamo programe bivanja za sprostitev, saj je sam hotel idealen za to, kot tudi programe z medicinsko zdravstveno vsebino za okrepitev zdravja, za motnje spanca, zdravljenje lajmske borelioze, vitaminski koktejl za eksplozivno regeneracijo in tudi druge. Seveda je butični hotel je treba tudi butično pripraviti, sobo pripraviti za goste. Zdaj ste si odgledali naš hotel. A bi nam morda pokazali, če ste vi prava gostja za butični hotel in bi znali pripraviti eno sobo za gosta, ki bi prihajal sem? Lahko poskusim, No, upam, da mi bo uspelo. Izvolite. Evo, nepripravljena postelja čaka, pa da vidimo, kako se boste odrezali. Ja, odlično. Vidimo, da jim... Opa, to bom pa kar jaz vzela. Mislim, da si bo tole nagrado potrebno prislužiti. Imate pa prednost, soba je za eno osebo. Bomo probali tole nekako. Super. Odlično vam gre. Ja, bravo. Odlično. Odlično. Poskusila. Tudi vi bi se radi razvali v taki postelji, predvidevam, ne da? Res je. Zgleda zelo udobna. Ja, prav zagotovo je. Bi dala tole spodaj v bistvu rajč. Ja, Takole nekako. odlično. Odlično. Odlično, prav posebna tehnika postiljanja. Malo drugače, ampak mislim, da ste si s tem delom zaslužili zlati ključ, bi bili prav zagotovo dobra sobarica za butični hotel. Izvolite. Hvala. Zdravilišče Doberna je skozi zgodovino uživalo precejšen sloves, saj so sem zahajali tudi slavni ljudje. Med njimi je bil leta 1907 nemški pisatelj Karl May. Skoraj 100 let pred njim pa se je tu mudil na okrevanju Ludvik Bonaparte, brat cesarja Napoleona I. Tvoje gledalce tokrat sprašujem, kako imenujemo pojav, ko tekočina, zlasti voda, vre in priteka iz zemlje na površje. In še namig zate, v Topliškem kozolcu boš zgodovino spoznala. Tako je. To bo pa prav gotovo hiša kulturne dediščine. V katero smer pa moram iti? Tu pa se peljete dalje po cesti mimo hotela Park in boste zagledali usmeritev na levo stran. Prav blizu je. Najlepša vam hvala in nasvidenje. Nasvidenje. Za mano je še en zanimiv del odkrivanja občine Dobrna. Sem se zagotovo splača priti na večdnevni oddih. Sploh terme so kot nalašč, da poskrbite za svoje zdravje. Poleg termalnega vrelca pa je tukaj prijazno osebje, ki poskrbi, da so vaše pričakovanja in potrebe izpolnjene. Spet se vidimo jutri, ko bomo začeli z odkrivanjem hiše kulturne dediščine.